Pri Muharjevi družbi je šla knjiga o Janezu Puharju, prvemu slovenskemu fotografu in izumitelju na področju fotografije. Nam lahko predstavite to knjigo, ki ste jo vi napisali? No, dejansko gre za monografijo o fotografiji izumitelju. Celo prvi primer predstavitve Janeza Puharja v knjižni obliki. Ta monografija sicer zgleda skromno, ima 110 strani, ampak je v njej okrog 20 poglavij in ta poglavja so napisana izredno, bi rekel, zgoščeno. Navedeni so samo podatki, ki se jih pač da prevesti, preveriti tudi v praksi. Je pa ta knjiga nekako nastala na podlagi proučevanja mojih predhodnikov. O Puharju se govori in pa piše, včasih prva bolj občasno, na to pa kar vedno, že več kot 100 let, pa tudi veliko mojega proučevanja in priskanja podatkov trajalo je kar nekaj let. Koliko let je to trajalo? Konkretno je trajalo najmanj 5 let. Od takrat, ko sem imel enkrat emisiju in napišel, da sem imel po Janezu Puharju. Takrat sem odkril nekaj podatkov, doslej neobjavljenih, kar me je spodbudilo, da ne iščem in pa raziskujem še naprej. Do lanskega leta, ko me je Tenska Muharjeva povabila, da jim napišem en krajši prispevek za njihov koledar, ki sem ga vsako leto. Razlog, da pa je knjiga danes pred nami, je pa obletnica. Če bi bil jaz pač sam, bi še zbiral podatke in jih nekako urejal. Je kaj problemov bilo pri zbiranju podatkov? Je bilo kaj problemov? No, problemov ni bilo. Problem je edino ta, ker je Puhar bil svetovljan, recimo. On je komuniciral z Parizom, tudi z Londonom, pa v Vsih česa še ne vemo, skratka, svoje fotografije je pošiljal po svetu, tudi poročila, opise svojih izumov je pošiljal na razne univerze, akademije, recimo uredništva. Problem je bil v tem, v iskanju nekako objav Puharjevega izuma, ki jih je bilo več, kot smo mi doslej mislili. Tukaj na tej knjigi jih je navedenih 15, našel sem jih na tistih mestih, kjer sem pričakoval v tehničnih znanstvenih revijah, v enciklopedijah o fotografiji, o tehniki, skratka. In kar ta knjiga tudi prinaša v teh poglavjih o objavah Puharjevega izuma, o Puharjevih sodelovanjih na tujini, je dejansko to, da je bil Janez Puhar v času svojega življenja v tujini izredno priznan in pa cenjen. Kot izumitelj samostojnega, praksi uporabnega, funkcionalnega postopka fotografije na stegu. A potem lahko rečemo, da je bil bolj poznan v tujini kot v sami Sloveniji, kot doma? Časa življenja je bil dejansko bolj poznan kot pri nas. Puhar je komuniciral tedaj z nekaterimi pomembnimi znanstveniki. Eden je bil tajnik Akademije znanosti na Dunaju, to je bil Anton Schroeder von Christeli, recimo zanimali, on je bil kemik, zanimali so ga problemi z fosforjem, Puhar je pa pač uporabljal soroden element žveplo. Recimo ta Christeli znanstvenik, recimo kateremu dolgujemo, oziroma smo dolgovali, kaj bi rekel, izum vžigalic, na podlagi poročila. Skratka, bil je v sliki za pomembnimi sodobniki. Je pa to v bistvu prva knjiga o Janezu Puharju. Do sedaj še take knjige o Janezu Puharju v Sloveniji nimamo, ne? To je dejansko prva knjižna izdanja o Janezu Puharju. Ima tudi na koncu povzetek v angleščino z vsemi tistimi deli besedila, ki bi bili za tujino najbolj pomembni. Skratka, ko bo ta knjiga, če bo šla v svet, na različne fotografske inštitute, bo zelo pomagala, da bo Puhar znova zaživel. Mi se treba pač zavedati,
Kuhar je umrl leta 1864, do takrat je svoj izum zelo dobro nekako uspel promovirati, ampak ker ga pa ni predal naslednikom, ker ga ni imel pač učencev, je bil ga potem nihče več ni znal ponoviti. Skratka, v tujini je pač ostal v senci temi izumitelji, ki imamo vse svetovne pobede. Kamor bi Janez Puhar tudi spadal. Po kolikih izvodih je šla knjiga? No, knjiga je šla v prvi nakladi 700 izvodov. Kupi se jo v Mohorjevi družbi. Ja, pa tudi drugi se. Aha, in tudi v drugih založbah. Bo pa spremljala tudi, ta knjiga bo spremljala tudi to potujočo razstavo? Jaz upam, da bo na voljo na čim več mestih, namreč to je knjiga, mi pač mislimo, Puhar je bil fotograf, ampak dejansko je bil tudi izumitelj, je bil tudi tehnik. To ni knjiga, to ni strokovna knjiga, ki bi bila samo za umetnostne zgodovinarje ali samo za tiste fotografe, ki zanimajo stari postopek. To je dejansko knjiga, ki spada, to je prvi slovenski fotograf, to je knjiga, ki spada v vsako šolsko knjižnico. Je tudi poljudno napisana? Ja, napisana je absolutno poljudno, skratka v takem jeziku. Podatki noter so napisani tako nekako, zato so poglavja, zato da lahko nek bralec, če ga ne zanima opis samega postopka s tehničnimi, pač to poglavje lahko malce hitreje prebere, pa se posveti kakšnemu drugemu poglavju. Hvala lepa za ta pogovor.